Dober večer in lepo pozdravljeni na še zadnji večer življenja v šolskem letu. Vse, kar prihaja od Boga, je dobro. Bog ljubi strpljenje. Za vse, kar je narobe, je bil človek in sicer po zavedevanju Hudega duha. So besede Petra Brabca, uradnega egzorcista novomeške škofije, ki smo ga gostili na marčevskem večeru življenja. Dobra gosta marčevskega večera življenja, Duška Židra, mama treh otrok, pa je svojo življenjsko izpovedjo o duhovni, telesni, psihični, čustveni, borbi s hudim duhom, Patrove besede le še podkrepila in potrdila uvodni naslov večera, da je vero v Boga resnično močnejša od slave. No, da je zaupanje v Gospoda edina osrečujoča drža človeka, ki rodi notranji mir, čut za hvaležnost, da moč za izzive in v smisli tudi težke velike in preizkušnje, da je pripriva zgodba brata Juna, ki je čudežno pobegnil iz zapora, da je šlo zgodbe iz njegove knjige Reški človek s mamami prisluhnili. Od tem bo spodobili navzočni gost večera, brat Jun, znani tajski kritikar, ki je prišel s svojim ciljem v Slovenijo, da bi nas navdušil za Gospoda. Brat Jun in brat Izak, dobrodošli med nami. Še nekaj malega o bratu Junu. Brat Jun se je rodil v uredni kreščih družini kot četrti od petih otrok. Ko je z družino molil nad umirajočim očitom, oče izboril s pljučnim rakom, je oče čudežno ozdravil, kar je bratu Junu takrat še mladosti kot popolnoma spremenilo življenje. Pravijo, da je postal Pavel 21. stoletja in tako glavni voditelj predanih hišnih cerkva na Kitajskem. Zaradi svoje pripadnosti Kristusu je bil v času oznanjevanja evangelija na Kitajskem več kot 30 aretiran. V zaporu je preživel dobrih 10 let, ob tem pa preživel mučenje in preganjanja različnih vrst. Medtem ko je bil zaprt, je na stotine ljudi sprejelo Jezusa Kristusa za svojega odrešenika. Sedaj pride po vsem svetu in pričuje o Božji moči ter opominja ljudi, naj se ne bojimo, da Gospod skrbi za nas. Tisto noč, preden je Herod nameraval pripeljati na ljudstvo, je Peter spal med dvema stražarjema. Bil je uklenjen v dvojne verige in vojaka sta stala na straži pred vrati. In glej, Gospodov angel je stopil k njemu in svetloba je odbila zavjezo. Angel je Petra sunil v bok, ga prebudil in mu rekel: hitro vstani! In verige so mu padle z rok. Nato mu je angel rekel: opaši se in priveži si sandale. In storil je tako. Nato mu je rekel: ogrni si plašč in pojdi za menoj. Šel je iz ječe in stopil za njim. In ni vedel, da je res, kar se dogaja po angelu. Mislil je, da vidi prikazano. Šla sta mimo prve in mimo druge straže, ter prispela do železnih vrat, ki držijo mesto. Vrata so se jima same od sebe odprla. Stopila sta na prosto in hodila po ulici in angel je nenadoma izginil. Tedaj se je Peter zavedel in rekel: zdaj vem, da je res. So, noch einmal einen wunderschönen guten Abend. Še enkrat prav lep večer. Ich freue mich, dass ich heute schon dritte Mal hier predigen darf.
Sem vesel, da lahko nocoj, oziroma zdaj že tretjič tukaj govorim. Včeraj, pa danes med Mašo in zdaj. Das macht mein Herz mit viel Freude. To daje mojemu srcu veliko veselje. Als mein Vater im Gefängnis war wegen seiner Glaubenswillen, Ko je bil moj oče v zaporu zaradi vere, es gab in der Kirche keine Männer mehr. takrat v cerkvi ni bilo nobenih možakarjev, moških. Alle, die etwas predigen können, wurden verhaftet. Vsi, ki bi lahko oznanjali, so bili zaprti. Sollen wir Gottesdienste deshalb aufhören? Ali naj bi torej opustili zdaj bogoslužja, Würde die Gemeinde deswegen kaputt gehen? ali bo šla za to župnija, se bo razpadla. Das haben die Kommunisten gedacht. Tako so mislili komunisti. Die haben gedacht, wenn wir die Pastoren wegnehmen, dann geht die Kirche automatisch kaputt. So rekli komunisti, če bomo vzeli pastirje, bodo cerkve razpadle. Wenn wir hier Gebäude kaputt machen, dann ist alles weg. Tudi če bomo stavbe uničili, bo cerkve konec. Und Jesus sagt, ich baue mein Reich auf den Felsen, Macht der Hölle kann ihn nicht überwinden. In Jezus pa pravi, jaz bom zgradil svojo cerkev na skali in moč pekla ne bo premagala. Die Männer waren im Gefängnis. Možje so bili v zaporu, Und da haben die Frauen angefangen zu predigen. potem so začele pridigati žene, Und da haben die Kinder angefangen zu predigen. potem so začeli oznanjati tudi otroci. Und Menschen haben angefangen, in die Kirche zu kommen. In ljudje so začeli spet prihajati v cerkev. Und wie sah die chinesische Kirche aus früher? Eh, Wie sah die Kirche aus? Kako je izgledala cerkev včasih? Es gab keine Gebäude mehr. V začetku sploh ni bilo cerkva, stavb. Da haben die Christen manchmal in Friedhöfe versammelt. Kristjani so se zbirali v začetku na pokopališčih. Manchmal haben sie im Wald versammelt. Včasih so se zbrali v gozdu Manchmal im Wohnzimmer. ali pa v dnevni sobi. In China, in diesen Raum passt bestimmt noch 100 Leute rein. Na Kitajskem gre v en dnevni prostor sigurno 100 ljudi. Und wir können alle noch ein bisschen enger rücken. Še ne, torej se stisnejo še skupaj. Und die äußere Form ist nicht wichtig, Zunanja oblika ni pomembna. sondern das Herz ist es wichtig. Pomembno je srce. Denn wir sind Tempel Gottes. Mi smo Božji tempelj. Als Jesus am Kreuz hing Ko Jezus visi na križu, und der Vorhang im Tempel wurde zerrissen, se je zavesa v templju pretrgala. ab dem Moment Menschen haben Zugang zu Gott. Od tega trenutka naprej imamo ljudje dostop do Boga. Ab dem Moment Gott wohnt nicht mehr in irgendwelche von Menschen gebaute Gebäude. Od tega trenutka naprej Bog ne stanuje več samo v neki zgradbi, ki jo je zgradil človek. Heiliger Apostel Paulus sagt, ihr wisst ihr nicht, ihr seid die Tempel Gottes? Pavel pravi, ali ne veste, da ste vi Božji tempelj, Božje svetišče? Gott wohnt in unserem Leben. Bog živi v našem srcu, v našem življenju. Ich möchte die Kirche in Slowenien ermutigen, Jaz bi rad cerkev v Sloveniji malo pogumil. nicht nach den Umständen zu schauen, Ne, da bi gledali na okoliščine, sondern auf Jesus. ampak da gledamo na Jezusa. Dass wir schauen, dass unser Herzen immer erfüllt ist mit Jesus. Da gledamo na to, da bo naše srce vedno napolnjeno z Jezusom, z njegovim duhom. Ich möchte auch heute Abend nicht vom Vater erzählen, Jaz nocoj ne bom veliko govoril o očetu, sondern ich möchte von einer norwegischen Missionarin erzählen. ampak bi govoril o norveški misionarji, Und sie war eine lutheranische Schwester aus Norwegen. Jaz bi govoril danes o eni luteranski misionarki, sestri, ki je prišla iz Norveške. Und während des Gottesdienstes, sie hat die Stimmen Gottes gehört. In če nekdo posluša in sliši Božji glas Nach China gehe, dort zu missionieren. in da mu Bog reče, pojdi na Kitajsko in tam oznanjaj, Sie kann das überhaupt nicht glauben, to ne moreš verjeti. weil China war damals eine Männerwelt. Kitajska je bila takrat svet moški Und das ist so weit weg. in to je podaleč stran. Aber Gott hatte weiter zu ihr Herzen gesprochen.
Torej, Bog je tej sestri naprej govoril na srce Zum Schluss sie ist gehorsam nach China gekommen. in ona je bila poslušna in je šla na Kitajsko. So wie viele Missionare, die Jesuiten, Tako kot mnogi misionarji, jezuiti, die Franziskaner oder Nazaristen. ja, pa tudi frančiškani, lazaristi. Und diese Frau hat in Südchina Chinesisch gelernt. In ta žena se je na Kitajskem, na južni Kitajski, naučila kitajščino. Und hat aber in Zentralchina gepredigt. Ampak potem je oznanila v srednji Kitajski. Das ist so wie wenn man auf Holländisch bei euch predigt. To je skoraj kot da bi holandsko tukaj govoril, oznanil. Da würde wahrscheinlich kaum jemand von euch verstehen. Verjetno bi težko kdo kaj razumel. Und Deutsch geht noch. Nemško še gre. Ja? Ja, guck. Ja. Und damals diese Missionarin hatte über Jesus gesprochen. No in ti misionarji so govorili o Jezusu. Bei Chinesisch, man muss bei der Aussprache ganz genau aufpassen. In pri kitajščini moraš zelo paziti na izgovorjavo. Wenn man die Betonung falsch sagt, es gibt eine komplett andere Bedeutung. Če malo spremeniš ton, dobiš popolnoma drug pomen. Zum Beispiel Ma, das heißt Pferd, Pfeffer, Schaf, Schimpfen und Mutter. Mama pomeni konj, materinstvo, popar, pa še ne vem kaj. Also zwischen der Schwiegermutter und Pferd muss man ganz genau aufpassen. Tudi med svakom, šviger, in svakinjo in tastom in taško, to moraš zelo paziti. So, diese Missionarin hatte gepredigt in meiner Heimat. In ta misionarka recimo je oznanila v njegovi deželi. Aber niemand hat ihre Predigt verstanden. Nihče ni razumel njene pridige. Und der Apostelgeschichte hat sie so gepredigt. Se pravi, apostolska dela je takole oznanila. Also Apostelgeschichte ist die Geschichte von den Aposteln. Zgodbo o apostolih. Und sie hat gesagt, ein großes Schiff fährt auf den Steinen. Ona je rekla, velika ladja pelje po kamenju. Meine Großmutter hat das zugehört. Stara mama je to poslušala. Ich sage, das ist ein großer Gott. To je velik Bog. Normalerweise das Schiff fährt auf dem Wasser. Normalno pelje ladja po vodi. Und dieser Jesus ist so groß, er kann sogar Schiff auf dem Wasser fahren lassen. Ta Bog je tako velik, da lahko ladjo po kamnu pelje. Deswegen ist sie zum Glauben gekommen. In tako je prišla moja stara mama do vere. Ich kann euch eine ganze Nacht eine solche Geschichte erzählen. To je lahko bi celo noč pripovedoval take zgodbe. Aber trotzdem kommen Menschen durch ihr Leben zu Jesus. Ampak kljub temu so prišli ljudje po njenem življenju do Jezusa. Haben wir Ausrede, das Evangelium nicht zu predigen? Ali imamo izgovor, da ne bi oznanili evangelija? Mein Vater hatte 3 Jahre Schule besucht. Moj oče je samo 3 leta obiskoval šolo. Meine Mutter sagt, dein Vater hat eine halbe Zunge. Mama je rekla, da ima njegov oče, se pravi žena, da ima samo pol jezika. Weil er spricht, niemand versteht ihn. Če on govori, ga nihče ne razume. Meine Mutter ist so durch meinen Vater zum Glauben gekommen. Ampak moja mama je zaradi njegovega očeta prišla do vere. Ich habe meine Mutter gefragt, hatte Papa so gut gepredigt? Je vprašal mamo, a je oče tako dobro pridigal. Meine Mutter sagt, willst du wirklich wissen? In mama je rekla, res hočeš vedeti? Dein Vater hat die ganze Nacht gepredigt. Tvoj oče je celo noč pridigal. Ich habe nichts verstanden. Pa nisem nič razumela. Aber warum kommst du zu Glauben? Zakaj, kako pa, da si prišla do vere? Ja, er hatte geweint, On je jokal, er hatte laut gesprochen, glasno je govoril, er hatte noch eine ganze Nacht gepredigt celo noč je govoril. und zum Schluss hat er Menschen eingeladen, Jesus anzunehmen. In na koncu me je povabil, naj Jezusa jaz sprejmem. Mir tat so leid, deswegen bin ich nach vorne gegangen. In tako mi je bilo hudo, da sem šla pol naprej. Und damit er sieht, viele Menschen kommen zu glauben, er Freude hat.
rekla, zato grem, da bojo še drugi videli, da ga imam rada, oziroma da sem vesela, ker tako dobro pridiga. Aber sie hatte nicht verstanden, warum ist Jesus, wer ist Jesus? Pa ni nič vedela, kdo je to Jezus. Wir haben keine Ausrede. Nobenega izgovora nimamo, Das Evangelium von Jesus nicht an Menschen weiterzugeben. da ne bi mi dali evangelija naprej drugim ljudem. Zum Schluss. Za konec. Meine Großmutter kann nicht lesen, Moja stara mama ne zna brati, sie kann nicht schreiben. ne zna pisati. Sie hatte ganzes Leben lang immer die gleiche Predigt gehalten. Celo življenje je držala samo eno pridigo. Wenn du Probleme hast, dann geh auf den Knie und bete Jesus an. Če imaš probleme, poklekni in moli k Jezusu. Er wird dir helfen. On ti bo pomagal. Und hatte ganzes Leben lang nur das eine Predigt gehalten. Celo življenje je samo eno pridigo imela. Das muss man auch können. In to tudi lahko narediš. Und, aber durch ihr Leben sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Ampak preko njenega življenja so mnogi ljudje prišli do vere. Und sie hatte eine Predigt und ein Lied ihr ganzes Leben. Ona je imela samo eno pridigo in samo eno pesem je znala. Das Lied heißt mehr Gebet, mehr Kraft, wenig Gebet, wenig Kraft. In pesem pravi, več molitve, več moči. Manj molitve, manj moči. Keine Gebet ohne Kraft. No, če neč ne moliš, si brez moči. Wir haben keine Ausrede. Nobenega izgovora nimamo. Slowenien braucht Jesus. Slovenija potrebuje Jezusa. Gott kann dich und mich, wir alle gebrauchen. Bog lahko vse, tebe, mene, vse nas uporabi. Weil es ist nicht unsere Weisheit. Ker to ni naša modrost. Es ist nicht unsere Erkenntnis, To ni naše znanje. sondern es ist die Kraft Gottes. To je Božja moč. Es ist der Heilige Geist, der durch uns spricht. To je Sveti Duh, ki govori po nas. So, liebe Geschwister, steh auf. Dragi bratje in sestre, Ja. stanite v srcu, se dvignite Und predige den Menschen das Evangelium. in oznanjajte ljudem evangelij. Erzähl den Menschen, was Jesus in dein Leben getan hat. Povej, kaj je Bog naredil v tvojem življenju. Und dieses Land soll wieder aufgebaut sein auf Gottes Wort. In to bo, tvoje življenje bo zgrajeno na Božji besedi. Amen. Amen. Denn der heilige Mann, lass uns Begrüße einen Nachbar und mit viel Liebe und er sagt, dies ist der Tag, den der Herr für dich gemacht hat. Ta pesem pravi, danes je dan, ki ga je Bog zate naredil. Zate. Sag zu deinem Nachbar, ja. Aha, to zdaj rečete vsak svojemu sosedu. Ta dan je Bog naredil zate. Halleluja. 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 Dan je Bog naredil zate.
哈利路亚。我想问一下，有多少人会讲一点点中文？ So, wer kann Chinesisch sprechen? Kdo razume kitajsko? 我教你们一个中文很简单的。 So, zum Anfang machen wir ein bisschen Chinesischunterricht. No, za začetek bomo naredili majčkeno učenja kitajščine. 因为我相信神感动我，你们中间会有很多人将来要去到中国。 Ich glaube von ganzem Herzen, Slowenien, also aus diesem Land werden noch viele Menschen in der Zukunft nach China kommen. Jaz iz srca verjamem, da bo iz te dežele še veliko ljudi prišlo na Kitajsko. Ja. 耶稣爱你。 Lass uns lernen, Jesu Eini heißt Jesus liebt dich. Jesu ajni. Jezus te ljubi. Jezus ajni. Ja? 再来一次，耶稣爱你。 So, noch einmal. Jesus Eini. 1, 2, 3。 Jesus ajni.老。你现在对你身边的这条2个人说，耶稣爱你。 So, jetzt zu der Nachbarn ein bisschen üben. Zdaj pa sedi pa malo vadi. Ich sage zu der Nachbarn Jesu Eini. Jesu Eini. Jesu ajni. Amen. Amen. 1, 2, 3。 Jesus ajni. Amen. Amen. 所以你去到中国的时候，这很简单，这些都是很简单的。耶稣就是耶稣呀，耶稣是耶稣。I English 就是一个 I 就是你。耶稣 I 你。 哈利路亚，呀，哈利路亚，肯定是哈利路亚，哎呀，哈利路亚，耶稣爱你， Halleluja, Jesus ajni. 哈利路亚，耶稣爱你， Halleluja, Jesus ajni. 阿门。我是天上人云弟兄，我真的非常高兴今天能够在这里为耶稣做见证。 So, ich bin der Himmelsbürger, ich komme aus China, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Jaz sem nebeški človek, prihajam iz Kitajske in sem zelo vesel, da sem med vami. 自从我17岁遇见耶稣以后， Und mit 17 Jahren habe ich eine Begegnung mit Gott gehabt. 17 leti sem imel srečanje z Bogom. 我无论走到任何地方，我一定要把耶稣告诉人。 Und das seit meinem 17. Lebensjahr bis jetzt. Überall auf der Welt, wo ich hingehe, ich möchte Menschen von meinem Jesus erzählen. In od takrat, od 17. leta do zdaj, kjerkoli sem po svetu, želim vsem ljudem povedati o mojem Jezusu. 我无论神给我预备什么样的机会，在什么地方讲道，我一定要高举讲耶稣。 Und ich reise 300 Tage im Jahr, überall wo ich bin, egal wann, egal wo. Und ich möchte immer den Namen Jesus groß machen. 300 dni na leto potujem po vsem svetu. Kjerkoli sem, kadarkoli sem, povsod hočem, da je Božje, Jezusovo ime veliko. 我想问，有多少人和我一样相信耶稣爱你，耶稣爱你？ So glaubt ihr von ganzem Herzen, so wie ich, Jesus liebt mich. Ali verjamete iz vsega srca, tako kot jaz, da Jezus me ljubi? 耶稣爱我们。我刚刚呢，大家在一起弥撒摆饼的时候，我突然间想到，耶稣在给门徒摆饼了以后，有一段话非常重要。 So vorhin, wir hatten Messer hier gehabt und dann Gott hat zu meinem Herz gesprochen und wie er zu seiner Jünger gesprochen hat während des Abendmahls.
Torej, prej, ko smo pred tem srečanjem imeli sveto mašo, mi je Jezus govoril, tako kot je govoril učencem pri zadnji večerji. 所以说的，耶稣带病以后，他要走了，门徒们就忧愁啊，你往哪里去呀、 Und Jesus sagt zu seiner Jünger, euer Herz erschüttert nicht. Glaube an Gott und glaube an mich. Jezus je rekel, vaše srce naj se ne vznemirja, v Boga verujete, tudi vame verujte. 我们相信神，也相信神的应许。有多少人相信神，还相信上帝的应许？ So, wer glaubt in unserer Mitte? Glaube an Gott und Glaube an seine Verheißungen. Kdo tukaj verjame v Boga in v njegove obljube? 哈利路亚，这个很重要。耶稣说：“你们要相信神，还有相信神的应许。”但耶稣说：“你们也要相信耶稣。” So, Jesus sagt, euer Herzen sei nicht traurig. Ihr sollt an Gott glauben, aber ihr sollt auch an mich glauben. Jezus pravi, vaša srca naj ne bodo žalostna, ker če verujete v Boga, verujete tudi v mene. 所以我们相信耶稣，不要忧虑，不要忧愁，我们就相信耶稣，不需要忧愁了。 So, in unserem Leben, wir haben sehr viele Traurigkeit. Und lass uns nicht für die Traurigkeit entscheiden, sondern lass uns für Jesus entscheiden. V našem življenju je marsikdaj žalost in ne se odločati za žalost, ampak za Jezusa. 刚刚我们的一个姊妹来读这一本书啊，来读这上面那个弟兄来读这本书上的故事，我们中间有多少人看过这一本书？ So, unser lieber Bruder hatte vorhin einen Teil aus meinem Buch gelesen. Ja. Darf ich fragen, wer hatte schon mein Buch bekommen? Torej, Boštjan je prej prebral en del iz knjige. Kdo je že prebral to knjigo? 高一点，再高一点，哈利路亚， Aleluja. 不过我今天晚上只是稍微这个书上只是过故事的一部分，我今天晚上稍微给弟兄姊妹来做一点见证。 So, heute Abend möchte ich nur einen Bruchteil von diesem Buch erzählen. Nocoj bom povedal samo en delček iz te knjige. 刚刚有一个姊妹也在来读到我这个书上怎样出监狱的见证的时候， So, diese Schwester hat eine Geschichte vorgelesen, wie ich vom Gefängnis und rausgekommen bin. Ja, sestra je prebrala, oziroma Boštjan, en odlomek, kako sem jaz prišel iz zapora. 我在写我的见证的时候，我也把自己当做一个彼得一样，彼得出监牢，主也带我走出了监牢。 So, ich habe mein Buch geschrieben. Gott hatte mich aus dem Gefängnis herausgeführt. Ich dachte, ich bin so wie der heilige Petrus. Torej, ko sem zapisal to knjigo, oziroma napisal, je takrat, ko me Bog izpeljal v smislu, jaz sem kot sveti Peter. 后来啊，很多人都在告诉云弟兄，你真的像彼得一样啊！从监牢里面，连美国总统乔治布什也在他的朋友之中啊，来讲。 So, viele meiner Freunde weltweit, auch George W. Bush hat zu mir gesagt, Bruder Yun, du bist so wie der heilige Petrus aus dem Gefängnis rausgekommen. Ja, mnogi ljudje so mi rekli, tudi Bush, nekdanji predsednik Amerike, ti, brat Jun, si kot Peter, ki je prišel iz zapora. 有一天我在祷告的时候，神在告诉我， Und eines Tages, ich habe gebetet und der Herr hat zu mir gesagt, Enkrat sem potem molil in Bog mi je rekel, Jezus mi je rekel, 云弟兄，你不是像圣彼得那样的属灵啊。 und der Herr sagt zu mir, Yun, du bist nicht so wie Petrus, du bist nicht geistig genug. Pa mi je Gospod rekel, Jun, ti nisi kot Peter, ti nisi dovolj, nisi tako duhoven. 我们来读圣经的时候，彼得出监牢之前的时候，教会为他祷告。那个晚上啊，他在这监牢里面，他非常安息，没有任何忧愁，没有任何忧虑，他在睡觉。 So, wir lesen in der Apostelgeschichte. Und als Petrus im Gefängnis war, er hatte keine Sorgen. Er hat gesungen und er hatte gut geschlafen. Torej, ko je bil Peter v zaporu,
ni imel nobenih skrbi, on je pil in je dobro spal. 彼得他真正相信耶稣，说我信神，我信耶稣，我不忧虑，我关监牢我还睡觉。 So, Petrus hatte Jesus Worte geglaubt. Er glaubte an Jesus. Auch obwohl er im Gefängnis war, er hatte Frieden im Herzen. Er hatte geschlafen. Peter je Jezusu veroval, zato je mirno spal tudi v zaporu in ni imel skrbi. 可是如果你来读我的故事的时候，我出监牢之前不是在那躺着睡觉的。 Und bei mir war komplett anders. Ich habe im Gefängnis nicht geschlafen. Ich habe geweint, ich habe Gott angeklagt. Pri meni je bilo drugače, jaz v zaporu nisem mogel spati, jaz sem jokal, jaz sem se pritoževal Boga, torej obsojal. 彼得在监牢出监牢之前，当众教会为他切祷告的时候，神差遣一个天使来拍他。 So, wir wissen aus der Bibel, die Gemeinde hatte für Petrus gebetet, als er im Gefängnis war. Dann kam ein Engel, hat ihn auf die Schulter geklopft. Kot vemo iz Svetega pisma, takrat, ko je bil Peter v zaporu, je skupnost, so kristjani molili za Petra, pa je prišel v ječo angel in je Petra potrpljal po ramenu. 一直把他醒醒啊，彼得，现在要走了，穿衣服。 Das sieht so aus, ob der Engel der Petrus geschüttelt hat, weil er so tief und so friedlich geschlafen hat. To je tako kot izgledalo, kot da bi Petra zrukal, ker je Peter tako v miru spal. 云弟兄从监牢里面，我是为了耶稣的福音的缘故关进监牢的。 So wegen des Evangeliums willen wurde ich im Gefängnis verhaftet. Torej, jaz sem bil v zaporu zaradi evangelija. 那是我第3次关监牢，第一次在监牢里面有4年，第2次在监牢里面3年。 So, ich war das erste Mal für 4 Jahre im Gefängnis, das zweite Mal für 3 Jahre. Jaz sem bil prvič 4 leta zaprt, drugič pa 3 leta. Und diese Geschichte ist zum 3. Mal, als ich im Gefängnis war. In ta zgodba je, ko sem bil tretjič v zaporu. 那个时候是我人生走到最低谷的时候。 So, das war 1997. Zu dieser Zeit war der tiefste Moment meines Lebens. Ich habe komplett Hoffnung aufgegeben. To je bilo leta 1997, ko sem bil najbolj globoko torej, razočaran oziroma brez upanja. To je bil najgloblja točka v mojem življenju. 我当时我有很多在问神呐、我有很多的问号在问神，你在哪里？我受苦在监牢里，我们这些人都关到监牢快要死了，你在哪里？ So, im Gefängnis, wir wurden sehr unmenschlich behandelt, Tag und Nacht. Ich habe Gott jeden Tag angeklagt und ihn gefragt, Gott, wo bist du? V zaporu so zelo hudo delali z nami po noči in po dnevi in jaz sem Boga obsojal in spraševal, Bog, kje si? 我第一次关监牢的时候，他还没有出生。我从监牢出来，他已经超过4岁了。 So, als ich das erste Mal im Gefängnis war mein Sohn noch nicht geboren. Ko sem bil prvič v zaporu, sin še ni bil rojen. Als ich zweites Mal im Gefängnis war er schon 5 Jahre alt. Ko sem bil drugič v zaporu, potem, ko sem prišel ven, je bil pa že sin star 5 let. 那我第3次关到监牢的时候，我的妻子也关到不同的监牢里。 So, nicht nur wurde ich verhaftet, sondern meine Frau wurde gleichzeitig auch verhaftet und ins Gefängnis gesperrt. Torej, ne samo, da je bil on zaprt, ampak tudi njegova žena je bila istočasno zaprta in torej v zaporu. 所以我在监牢里在问神啊，我的天什么时候会亮？我的黑夜到底什么时候能够过去？ Und ich habe wirklich komplette Hoffnung für mich und für meine Familie aufgegeben. Deswegen habe ich Gott gefragt, Gott, wann wird meine Nacht endlich vorbeigehen? Torej, jaz sem takrat izgubil vse upanje Boga, ker nisem mogel več verjeti in sem Boga spraševal in obsojal in rekel, kdaj bo te noči konec.
我是在监牢里人生最低谷的时候，突然之间，我正在问神，就突然间出现在我的心里，云弟兄，转过身去。 So im Gefängnis meine Mitgefangenen und die Polizisten haben mich ausgelacht. Und in dem Moment, wo ich sehr schwach war im Glauben, der Herr sagt zu mir, dreh dich um, schau nicht deinen Feind an. Torej, povsod v vseh zaporih, kjer sem bil zaprt, so se iz mene norčevali stražniki, policisti in tako naprej. In takrat, ko sem bil najbolj na tleh, mi je Gospod rekel, obrni se, okrog se obrni, ne glej tja, ne teh, ki te... 在中国的监牢里面，人是没有名字的，没有人叫你是兄弟的，都是有一个号码。 Im Gefängnis, du hast keinen Namen, sondern du hast nur eine Nummer. Du bist nicht würdig, dass Menschen deinen Namen sagen, sondern du hast nur eine Nummer. Torej, v zaporu nimaš imena, imaš samo številko. Ti nisi niti toliko vreden, da bi imel ime, torej te kličejo samo po številko. 后来我就听到有人在叫我的名字，云弟兄，转过身。 Aber im Gefängnis, ich habe eine Stimme gehört, der sagt, Bruder Jün, und mein Herz wurde plötzlich wach. No, in v zaporu sem pa slišal svoje ime, brat Jun. In to je naenkrat spremenilo moje srce. 叫我云弟兄，我转过来身，我开始在那地板上趴住的时候，里面突然间有一个声音要我要大声来赞美神。 Und mein Herz war erfüllt mit Mut, mit Freude. Ich lag auf dem Betonboden im Gefängnis. In dem Moment, ich habe angefangen aufzustehen und zu singen und Gott zu loben. Torej, ko sem slišal to ime, takrat je bilo moje srce napolnjeno z veseljem, z upanjem. In takrat, ko sem ležal prej na tleh, na betonskih tleh, sem naenkrat vstal in sem začel prepevati. 但你耶和华是我思维的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。 Ich habe laut gesungen, Herr, du bist aber mein Fels, mein Burg. Du bist der, der mir Kraft gibt, dass ich mein Haupt wieder erheben kann. Takrat sem torej pel psalm, ki pravi, Gospod, ti si moja skala, ti si moj grad, k tebi dvigam zdaj svojo glavo. 后来呀，当我唱的时候，监牢人说这个人疯了，不要管他。 Ich habe mit so einer Freude gesungen, sogar dass die Polizisten sagen, dieser Mann Gottes ist wirklich verrückt geworden. Torej, tako glasno sem pel iz srca, da so ti ljudje, ki so me tam poslušali, policisti oziroma stražarji, so rekli, ta človek je res nor. 他说我疯，我就抓住神的话语发疯吧，在监牢里面大声的呼喊耶稣的名字。 Und die Polizisten sagen zu mir, ich bin verrückt. Dann werde ich wirklich verrückt. Ich habe getanzt, ich habe gesungen, ich habe meinen Gott gelobt. Torej, ko so mi policisti to rekli, sem rekel, bom pa res neumen in sem začel plesati, peti in hvaliti Boga. 我好像圣经中那个底麦的儿子巴底麦一样，大声喊叫说：“大卫的可怜我呀！”喊到耶稣。 So in der Bibel wissen wir, als Jesus nach Jericho kam und ein Blinder mit dem Namen Zacharias und der hatte laut gerufen, Sohn David, habe Barme mit mir. Iz Svetega pisma vemo, ko je Jezus prišel v Jeriho in je bil tam en slep človek in je glasno klical, Jezus, sin Davidov, smili se me. 在监牢里面没有一个人管我，因为没有一个人想要喜欢听疯子说话。 So im Gefängnis, ich hatte keine Freunde, weil die mögen nicht, weil ich singe zu laut. V zaporu nisem imel nobenih prijateljev, zato ker niso hoteli, me niso marali, ker sem preveč glasno pel. 当人不理你的时候，耶稣看着你们不理我，耶稣理我；你们不爱我，耶稣爱我。 Und niemand kümmert sich um mich und niemand liebte mich im Gefängnis. Aber das ist kein Problem. Ich weiß, Jesus liebte mich. Nobeden se ni zanimal v zaporu zame, nobeden me ni imel rad, ampak to ni bil zame noben problem. Jaz sem vedel, Jezus me ljubi.
耶稣爱你，耶稣爱你，在你生命中最大的福分就是耶稣永远爱你。 Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Jezus te ljubi, Jezus te ljubi. Der schönste Segen in unserem Leben ist, dass der Herr Jesus uns liebt. Najlepši blagoslov v našem življenju je to, da nas Jezus ljubi. 我得说，耶稣爱你，没有人爱你，耶稣爱你。 Ich habe dieses Lied nicht zu der Gemeinde gesungen, sondern ich habe zu mir selber gesungen. Te pesmi nisem pel za skupnost, ampak to sem pel zase. 他爱我，他能够救我脱离撒旦黑暗的权势。他爱我，他能给我自由。 Dieser Jesus liebte mich, er befreite mich aus den Ketten des Teufels. Er liebte mich, er hatte mir Freiheit gegeben. Ta Jezus me ljubi, on me je rešil iz verig Satana, on mi je dal svobodo. 哈利路亚！有多少人跟我一样的相信耶稣爱你？ So, liebe Geschwister, glaubst du jetzt, dass du Jesus dich liebt? Dragi brati in sestre, ali verjamete zdaj, da vas Jezus ljubi? 阿门，阿门！你跟我一起来讲一句话，站起来一起讲一句话。 Lass uns zusammen aufstehen, wir wollen ein Gebet zusammen sprechen. Stanimo, bomo zvolili kratko molitev skupaj. 我讲一句中文：耶稣爱我，他能救我脱离黑暗的权势。 So, wir sagen das auf Slowenisch. Ja. Ja? Jesus liebte mich, er hat mich befreit. Zdaj bomo rekli, Jezus me ljubi, Jezus me je odrešil. Jezus me ljubi, Jezus me je odrešil. 阿门。 Amen. 耶稣爱我，他能给我自由。 Jesus liebte mich, er hat mir Freiheit geschenkt. Jezus me ljubi, on mi je dal svobodo. 耶稣爱我，他能医治我所有的病痛、疼痛。 Jesus liebte mich, er heilt alle meine Krankheit. Jezus me ljubi, on ozdravlja vse moje bolezni. 哈利路亚！我就那个晚上就这样一直大声喊叫，我耶稣就是爱我，耶稣爱我。 So, damals, als ich im Gefängnis war, das war noch lauter wie jetzt. No, ko sem bil v zaporu, sem še veliko bolj glasno govoril kot zdaj. 哈利路亚！ Molim. 你跟我来讲，耶稣爱我。 Jesus liebt mich wirklich. Jezus me resnično ljubi. 耶稣受的鞭伤能给我带来医治。 Und durch seine Streben wurde ich geheilt. Po njegovem štremen. Aha, po njegovih ranah sem ozdravljen. Po njegovih ranah sem ozdravljen. 哈利路亚！哈利路亚！ Aleluja! 我看看耶稣爱我。 So, klopf ein bisschen auf dein Herz. Sag, Jesus liebt mich wirklich. Malo se potrkajmo po srcu in rečemo, Jezus me resnično ljubi. 阿门。 Amen. 平安坐下。我从监牢里面出来，是神告诉我说：“孩子，你的天已经亮了，那个门也已经开了，起来走吧。” Ich bin vom Gefängnis rausgekommen, weil Jesus zu mir kam und gesagt, mein Kind, deine Nacht ist vorbeigegangen. Steh auf und geh raus. Torej, jaz sem šel iz zapora zato, ker je Jezus prišel k meni in mi je rekel, otrok moj, pojdi, vrata so odprta, noči je konec. 就这样，神把我带出了监牢。 So hat der Herr die Türen des Gefängnisses geöffnet. Ich bin rausgekommen.
Tako je Gospod odprl vrata zapora in sem jaz lahko šel ven. 没有一个警察敢问我，你往哪里去？ Das war ein Hochsicherheitsgefängnis. Als ich aus dem Gefängnis rauskam, niemand hat mich gesehen und keine Wächter haben mich gefragt, wo möchtest du hin? Torej, to je bil en zelo strogo varovan zapor, ampak noben od stražarjev me ni vprašal, kam greš, torej, kaj, wohin gehst. 好，你们2个下去休息一下，他反应不行，来上来，你们稍微休息一下。哈利路亚，孩子，哈利路亚，我们还是让我们的姊妹继续翻译。哈利路亚，阿门，阿门，阿门。耶稣爱你，跟自己说，耶稣爱你，不要怕， Ne bojte se, 不要怕， ne bojte se, 不要怕， ne bojte se, 大声来讲，不要怕， ne bojte se, srce 耶稣爱你，不要怕， ne bojte se. 哈利路亚。后来神告诉我，你现在可以从监牢里出去了。 Gospod mi je rekel, zdaj lahko odideš iz zapora. 我说主啊，这是监狱啊！你叫我从外面有4道铁门呐、 Rekel sem, Gospod, to je zapor, zunaj so 4 železna vrata. 突然间有一句话从我的里面出来说：监狱是实施，但我是真理呀、我要给你自由。 Nenadoma sem v srcu zaslišal glas. Zapor je dejstvo, jaz pa sem resnica. Osvobodil te bom. Pojdi ven. 你对你是这样，你也不要怕，真理也能给你自由。 Recite drug drugemu, ne bojte se, Gospod vam bo dal svobodo. 不要怕，真理也能给你自由。阿门，哈利路亚。我就这样开始，神说他要给我自由，我都从这个监牢里开始走的时候，这个监狱的门一道一道开了，没有一个人问我。 Poslušal sem Božji glas in šel ven skozi vsa vrata, nihče me ni ustavil. 我也没有机会给他们打报告， Nisem se imel časa posloviti ali zmoliti za njih. 我就这样刚刚走出了监狱的门，走一个出租车在了监狱的门口，站到门口，哇，站在那，你往哪里去？ Ko sem prišel iz zapora, me je tam čakal taksi in voznik me je vprašal, kam greste? 我说要上班呢，越快越好。 Odgovoril sem, v službo gre, peljite čim hitreje. 我坐到车上，突然之间有一句话临到我说：“我是圣洁真实的神。 Ko sem sedel v taksiju, mi je Gospod rekel, jaz sem pravi Bog. ”我所开的门是没有人能关的。 Vrata, ki jih jaz odprem, ne more nihče zapreti. 哈利路亚！我不知道你是在一个什么样的监牢里面，但是你的问题打不过监牢，你的监牢打不过耶稣。 Ne vem, v kakšnem zaporu ste vi zaprti, vendar vaš zapor ni večji od Jezusa. Jezusova beseda je močnejša od vašega zapora. 哈利路亚！我今天站在这里做见证。 Danes sem tukaj in pričujem. 我永远不会忘记，当我从监牢里走出来了以后，有一天来到瑞典的首都瑞典。 Nikoli ne bom pozabil dneva, ko sem prvič prišel na Švedsko. To je bilo, kasneje, ko sem že odšel iz Kitajske. 在瑞典首都有一个最大的一间教会，叫菲拉铁菲亚 Church， 那里头有1800人，都是宣教士、宣教大会，他们请我过去做见证。
V Štokholmu smo imeli srečanje cerkvenih voditeljev in sem šel tja pričati. 那个叫很大，然后我一进到那个教会的时候啊，那个教会的牧师叫，他的名字叫萨摩尔。Ko sem prišel v cerkev, je bil tam vodja, ki mu je bilo ime Samuel. 这个萨摩尔已经快90岁了，他是出生在中国云南的一个宣教士。 Bil je star skoraj 90 let in je bil rojen na Kitajskem v provinci Yunnan. 他的父亲在中国宣教的时候，被那个日本人把他用枪打死了。 Ko je njegov oče na Kitajskem oznanjal evangelij, so ga japonski vojaki ustrelili. 他的妈妈再到中国宣教的时候，被那个日本人呢，把他关到那个难民营里2年的时间。 Njegova mama je bila tudi v zaporu, zaprli so jo Japonci. 所以当我一走到瑞典首都那个大会的时候，这个萨摩尔牧师啊，拉住我就开始哭。 Ko sem vstopil v cerkev, je duhovnik Samuel začel jokati zaradi izkušnje s starši, ki je bila tako težka. 这个萨摩尔牧师都好像昨天那个跟我们一群那个约瑟夫那个记者一样，他很会讲啊，一直在讲啊，讲我以后啊。 Samuel je bil zelo podoben enemu izmed novinarjev na včerajšnjem srečanju, ki je še kar naprej govoril in se ga ni dalo ustaviti. 他不知道我不会讲，我不懂英文。 Ni vedel, da ne razumem angleško. 我的英文只有一句 ，Glory to Jesus, Almighty God。 Angleško znam samo en stavek, slava Jezusu, vsemogočnemu Bogu. 可是他一直在讲我的 Glory to Jesus, Glory to Jesus， 他越来越有劲。 Bolj ko je govoril, vedno sem mu odgovoril, slava Jezusu, še bolje govoril naprej. 他拉着我跑到另外一个房间的里面呢，就给我这样来讲，我不知道他给我到底讲什么呢。 Odvedel me je v drugo sobo in še naprej govoril, sploh nisem vedel, kaj mi je govoril. 我们的大会已经开始了，我是讲员了，我要讲到的大家找不到讲员了，这讲员跑哪里去了？ Ko se je začelo srečanje, so me vsi iskali, ker bi moral pričevati, pa me nihče ni mogel najti, ker me je duhovnik Samuel odpeljal v sosednjo sobo. 后来才发现，他把我拉在那个屋子里面，一直在讲，他们为我祷告的故事。 Šele kasneje so opazili, da me je izvlekel v drug prostor in mi kar naprej razlagal zgodbo, kako so oni molili za mene. 因为他是一个宣教士，生在中国的宣教士，他非常关心中国。 Ker je bil na Kitajskem, je imel veliko skrb za Kitajsko. 当我第3次被关到监牢的时候，他一听到这个名字，我关进监牢的时候，他就发起了一个祷告运动、祷告会。 Ko je slišal, da sem bil tretjič zaprt, je organiziral molitveno skupino, v kateri so molili zame. 他们有瑞典的，有挪威的，有芬兰的。 Zame so molili Norvežani, Finci, Švedi. 他们超过30人就在那个房间里面一直在祷告。 30 ljudi je v sobi neprestano molilo zame. 他是在告诉我他们是怎样在那儿为我祷告的，我听不懂。 Ko mi je razlagal, kako so molili zame, nisem razumel, ker nisem znal angleško. 后来到最后了，我的翻译到处派人去找，终于在那个小房间里找到我们了。他说他在讲，我们大会开始了，你在这里做什么呀？ Moj prevajalec me je končno našel in rekel, začeli smo, kaj počnete tukaj? 我说他要给我讲啊，他说你听得懂吗？我说我就会说 Glory to Jesus。 Rekel je, ali razumeš, kar ti govori? Rekel sem, ne, znam reči samo slava Jezusu.
我说他到底在讲什么？已经超过半个小时了，都讲不完呢。 Govoril je več kot pol ure in še vedno ni nehal. 后来大家告诉我说，你关监牢的时候，他们就在这个房间里为你每一天晚上禁食祷告。 Potem mi je prevajalec povedal, da ko sem bil v zaporu, so se ljudje zbirali v tej sobi, se postili in molili za mene. 他说正在祷告的时候，有一天有一个芬兰的祷告的勇士， Ko smo molili, je nekega dne finski duhovnik imel vizijo. 那这个祷告的勇士是个女的，50多岁。她平常祷告的时候，她非常保守，就一直流泪，也不说话，都是默默的祷告。 Ko je ta duhovnik molil zame, nisem prepričana, ali je ženska ali moški, je bil vedno tiho in so mu tekle solze po licih. 可是那个晚上，有一个晚上，他正在祷告10点半，差不多快11点钟的时候。 Tisti večer je molil do pol 10, skoraj 11. 那这个姊妹突然之间在那个房间里啊，她都大着都喊叫说：“我看见了，我看见了，天上人云弟兄从监牢里出来了。” Aha, bila je pastorka. Je rekla, je nenadoma poskočila in rekla, videla sem, brat Junijo je prišel iz zapora. 所有这30个祷告的人呢，都觉得说不可思议，他看见了是真的吗？ Vseh 30 ljudi, ki je molilo, so jo gledali in rekli, se ni možno, je to res? 可是他不是一个非常癫狂的人啊！这次他一开始说我看到了，就是他，他的腿全都从监牢里走出来了。 Vendar je vztrajala in rekla, on je res prišel iz zapora. 后来这件事情，他们就从那个时候开始赞美神。他们说好了，那我们就相信你说看见了，我们等候消息吧。 Takrat so začeli verjeti in slaviti Gospoda in rekli, počakajmo na potrditev iz Kitajske, na novice. 这件事情记载在瑞典无情节教会的教会历史上了，已经记载了祷告得到上帝的回应。 To je zapisano tudi v revijah na Finskem, da kakšen odgovor je Gospod dal tej pastorki med molitvijo. 后来那一天呢，我就让这个老牧师萨摩尔牧师快90岁了，我说好，那你就跟着我在这对着2000个人，你来做见证，你来讲吧。 Pastorja Samuela sem prosil, da gre z mano pričati pred množico ljudi, ki je približno 2000 ljudi. 耶稣说：“我的羊听我的声音，我认识我的羊。” Jezus je rekel, ovce me poslušajo, poznam svoje ovce. 我们中间有多少人和我一样的相信，我们祷告的时候，神真的会对我们说话。 Koliko izmed vas verjame, da pomolimo, da nam Gospod resnično lahko spregovori? Prosim, dvignite roke. 哈利路亚，哈利路亚！我的祷告，我来到这个国家的时候，我的祷告， Ko sem prišel v to deželo, sem molil, 这个国家的门也要开。 da se odprejo tudi vrata te dežele. 哈利路亚！ 我不知道你在一个什么样的监牢里面，但是耶稣能把你从你的监牢里面释放出来。 Ne vem, v kakšnem zaporu se nahajate, vendar vas lahko Jezus osvobodi vašega zapora. 也许你的癌症是个监牢，也许你在一个灰心沮丧的监牢的里面。 Mogoče ste v zaporu raka, mogoče ste v zaporu depresije. 但是，也许你的问题已经很严重了，你的先生也不理你，你的孩子也不喜欢你了。 Mogoče so vaše težave že neznosne, mogoče vas otroci sploh ne poslušajo več, mogoče vas mož ne mara več. 没有人爱你，你记住，耶稣爱你。 Tudi če vas nihče ne mara, si zapomnite, Jezus vas ljubi.
你夜间起来，你祷告的时候，你流的每一滴眼泪，他都看见了。 Ko molite, vidi vsako solzo, ki jo potočite. 你在神的面前，你的每一个叹息，他已经听到，他都看到。 Gospod sliši vsak vaš vzdih. 也许你跟我一样，在监牢里面，我两条腿打断了，不会动，好像一个虫子一样。 Mogoče se nahajate v situaciji, kot sem bil jaz, ko so mi ohromili noge. 也许你的亲戚现在是带到医院里面，医生说他也没有希望了，好像一个癌症已经是监牢了。 Mogoče so zdravniki rekli, za vas ni več upanja, umrli boste. 多少人相信耶稣为我们的罪被钉在十字架上死了？有多少人和我一样相信？ Koliko vas verjame, da je Jezus za nas umrl na križu? Prosim, dvignite roke. 我们相信耶稣不但为我们死了，你有多少人和我一样相信他埋葬了，第3天以后，而且从死里复活了？你相信吗？ Koliko vas verjame, da je Jezus ne samo umrl za nas, ampak bil tudi pokopan in tretji dan od mrtvih vstal? 哈利路亚！这个是大家相信的。 To verjamemo vsi. 但我今天站在这里做见证，我是渴望，不是我做见证，我是渴望神也要在你这身上彰显他的作为。 Danes, ko pričam, si želim, da Gospod tudi na vas samih pokaže svoje čudeže. 阿门。阿门。这是我的祷告，我的渴望。我来到这个国家， To je bila moja molitev in moje upanje za to deželo. 我来到这个国家，突然间神就给我有一句话。 Ko sem prišel, mi je Gospod položil v srce naslednje besede. 因为我一上飞机，我的儿子告诉我说：“爸，这个国家是个很小的一个国家。” Ko sva šla s sinom na letalo, mi je povedal, da je Slovenija zelo majhna država. 当我一开始到飞机快降落的时候，我一看到这个国家这么美呀，到处都是众山环绕，一片绿的。 Preden se je letalo pristalo, sem videl, da je ta dežela tako zelena, povsod so hribi, reke, gore. 突然间，圣灵就借着先知以赛亚书60章最后2节，圣灵对我说：“这个国家最小的民族，这个在欧洲是个小的国家，小的民族要增加1000倍，这个弱小的国也要成为强盛。” In Jezus mi je rekel, prebivalstvo te majhne dežele se bo potisočerilo in ta mala, šibka dežela bo postala močna v duhu. Amen. Halleluja. Halleluja. 魔鬼来，你不要相信魔鬼，你要相信耶稣。 Ko pride Satan, ne verjemite Gospodu, verjemite Jezusu. 魔鬼常常告诉你的都是坏消息，说你没有盼望，你完了。 Satan vam vedno prinese slabe novice, vam ukrade vse upanje. 魔鬼是小偷啊，他是偷窃、杀害、毁坏的。 Satan je tak, krade, ubija. 耶稣说。 Jezus je rekel, 我来要给人生命，要给人生命， ko pridem, bom dal ljudem življenje. 而且是一个健康的生命。 Dobro življenje. 有多少人相信耶稣能够给你一个健康的身体，有一个活泼的灵性？ Koliko vas verjame, da vam lahko Jezus da zdravo telo in zdrav duh? 哈利路亚！我知道魔鬼已经在这个国家没有权，没有地位。 Vem, da Satan v tej deželi nima več pravice, nima več mesta. 约翰是说，神将来要用我们的教会幕后的荣耀，
大过先前的荣耀。你可以再说一遍吗？神能够祝福我们这个教会这个地方的幕后将来的荣耀会大过先前的荣耀。Gospod bo tej skupnosti pomagal, da bo še večja, da bo še, da bo bolj slavila Gospoda. 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。你的过去不代表你的过去，不代表你的现在。Vaša preteklost ne pomeni vaše sedanjosti. 你的现在也不能够定义你的未来。 Prav tako vaša sedanjost ne odloča o vaši prihodnosti. 阿门。阿门。这个世界上耶稣活着，我们能够面对明天。Recite ljudem poleg sebe, Jezus je živ. Z njim se lahko soočim z jutrišnjim dnem. 阿门。耶稣活着，我们没有必要惧怕。 Ker je Jezus živ, se ne rabimo bati. 阿门。阿门。我能经历神迹，你也能够经历神迹。 Če sem lahko jaz izkusil čudeže, lahko čudež izkusite tudi vi. 阿门。阿门。你看我的儿子现在站在这里做见证啊！97年之前我们还在监牢里关着我，这多么没有希望。 Moj sin je danes tukaj in priča z mano. 9-10 let nazaj sem bil še v zaporu. Nisem si mislil, da bo to sploh kdaj možno. 魔鬼给他声音都说你没有希望啊，你的孩子什么都没有希望啊。 Satan mi je govoril, ni upanja zate, prav tako ne za tvojega sina. 因着耶稣对你的爱，他能够改变你的、翻转你的家庭，改变你生命中的剧本。 Jezusova ljubezen lahko spremeni vašo družino, lahko spremeni vaše temelje. 阿门。阿门。我生命中有2个呼召很重要。 V mojem življenju imam 2 veliki poslanstvi. 第一个呼召就是我17岁遇见耶稣的时候，我无论走到任何地方，我都带着热情，都来见证这位耶稣爱你，他能救。 Prvo poslanstvo je, ki sem ga dobil, ko sem bil star 17 let, da moram iti oznanjati evangelij na zahod in na jug ter razširjati Božjo besedo. 第二个，神把我从中国带出来了以后，无论我走到任何地方。 Drugo pa je, ko me je Gospod odvedel iz Kitajske, ne glede na to, kam bom šel. 只要给我机会让我来为耶稣做见证的时候，我一定要呼召人，不但我做耶稣的门徒，我也要呼召更多的人前来做耶稣的门徒，为耶稣做见证，传福音。 Želim, da vsi ljudje postanejo Jezusovi apostoli in oznanjajo evangelij. 耶稣说：“天上地下所有的权柄都已经给耶稣了。”有多少人相信？相信的人说：“阿门。” Jezus pravi, da so vsa življenja v nebesih in na zemlji njegova. Tisti, ki to verjamete, recite amen. Amen. 你对这些人说，魔鬼没有任何权柄，权柄都在耶稣那里。Recite ljudem poleg sebe, Satan nima nobene moči. 魔鬼没有任何权柄。哈利路亚。除非你给他权柄，你不给他权柄，他什么权柄都没有，因为耶稣说的。 Če mu ne date nobene pravice, potem on ne more živeti. To je rekel Jezus. 哈利路亚。我们中间有很多人在一个监牢里面，不管你交托，不管是你现在，最要紧是需要听到神的声音。
Veliko ljudi se vas nahaja v raznih zaporih in najbolj pomembna stvar, ki jo potrebujete, je Jezus. 有人在问我，我来到这里就有人在问我说：“云弟兄，你说你听到主的声音，那我们这个国家很多人都没有听到，那我们算不算爱耶稣？”我说：“没有听见就相信的更有福。” Veliko ljudi me je vprašalo, ko sem prišel, doživel si veliko čudežev in verjameš v Jezusa. Mi pa nismo doživeli čudežev ali smo še vedno pravi Jezusovi učenci, tudi če nismo slišali njegovega glasu. 哈利路亚！有多少人你还没有听见过神跟你说话？ Koliko izmed vas še nima izkušnje, da bi vam Jezus spregovoril? 哎，还有很多，但不要怕，你们仍然虽然没有听见，你们仍然相信你们是有福的。 Ne bojte se, tudi če niste slišali, ni važno. Vaša vera je močnejša od Satana. 哈利路亚！哎，刚刚你们读圣经说，彼得从监牢里面出来的时候，这天使给他拍他，给他拍醒了。 Malo prej ste poslušali zgodbo o svetem Petru, kako je prišel iz zapora. 然后拍醒了后，让他从监牢里面出来。你们中间有没有人被天使拍过？ Gospod ga je potrepljal in ga povedal, da bi ga zbudil in ga povedal iz zapora. Koliko vas je že doživelo, da vas je Jezus potrepljal po ramenu? 有人，哈利路亚，有不少人已经被拍过。对，我也被拍过，被耶稣拍过。 Tudi mene je že Jezus potrepljal po ramenu. 哈利路亚！你知道我从这个监牢里面，神把我从监牢里面带出来以后， Zatem, ko me je Jezus osvobodil iz zapora, 当时来到一个全国性的一个通缉，公安要把我抓，要想办法要抓到。 so me hoteli spet zapreti. 没有人敢接待我，安排我聚会。 Nihče si ni upal me sprejeti, da bi pridigal in razširjal evangelij, ker so se vsi bali, da bi prišla policija in da bi tudi oni nastradali. 我是个布道家呀，是个传福音蛮有热情的一个传道人啊。可是突然间没有人敢接待我，把我关到一个房子里，你不要动，也不要打电话，也不要跟任何人联系。 V meni je bil močan klic, bil sem predan misijonar in sem se zaželel razširjati Božjo besedo. Tako da je bilo zame zelo težko, ko so rekli, ne smeš nikogar kontaktirati, ne smeš nikogar klicati, tu moraš biti. 我心里非常苦恼，我说主啊，我在监牢里还能够唱，我还能够跳，我还是自由的。 Zelo težko mi je bilo, rekel sem, Gospod, ko sem bil v zaporu, sem lahko plesal, sem lahko pel, bil sem svoboden. 我现在从监牢里面出来了，每一个人都害怕我，给我安排聚会，他们是太爱我了，怕我再抓进监了。 Ko sem prišel ven iz zapora, pa se mi je zdelo, vsi se bojijo, da bi prišel k njim. Vendar je bilo to zato, ker je vse skrbelo zame in niso želeli, da bi me še enkrat ujeli. 那一段时间，我们每一个晚上就是禁食祷告，我要神给我告诉我下一步要做什么。 Takrat smo vsak večer se pustili in molili, ker sem želel, da mi Gospod pokaže pot. 我在祷告的时候，有一天早上5点还不到4点多的时候， Ko sem molil, je nekega jutra med 4. in 5. 如果你看这本书，你会看到这个故事的。 Če ste prebrali knjigo, to že veste. 有一个人坐在我的床前，开始拍我说 Se je človek usedel na posteljo in je začel trepljati in rekel: 我要带你去一个新的环境。 Odpeljal te bom v novo deželo. 这是谁呀？那么熟悉，又想想是我到底是谁呀？好像我的朋友，我能够坐到我的床上。
Kdo je to? Tako mi je znan. Kot prijatelj, tako mi je znan. 他说我要带你去一个新的环境，我说我愿意。 Rekel je, odvedel te bom v novo deželo. Rekel sem, 他说那是一群新的面孔，我说我不害怕，我就是每一天喜欢见新面孔，我见人就是要讲耶稣，把基督带给人。 vendar tam ne boš nikogar poznal, je rekel glas. Rekel sem, ni važno, rad bi, pripravljal sem to sprejeti in oznaniti evangelij. 你知道我17岁遇见耶稣，耶稣让我去传福音做见证的时候啊，我都好像我欠全世界所有的福音的债。 Ko sem bil star 17 let, mi je Jezus naročil, naj gremo oznanjati evangelij na zahod in na jug. 你知道，关到监牢里面，我向监牢里的不同的人、司囚犯、监察，我给任何人都做见证。 V zaporu sem pričeval vsakomur, sozapornikom, stražarjem, policistom. 后来突然之间，神说要带我去一个新的环境，我说我愿意呀、 Ko je Jezus rekel, da me bo odpeljal v novo deželo, sem rekel, odpelji me. 他看着我， Gledal me je, pogledal me 他 je. 们的话你一句都听不懂，好像斯洛维亚话我都听不懂。 Vendar niti enega stavka ne boš razumel, podobno kot jaz ne razumem slovensko. 我直接说，如果我听不懂，你让我去做什么？ Rekel sem, če ne bom ničesar razumel, zakaj pa naj grem? 他说我要派遣你去，用我告诉你的话语去唤醒那地的百姓，给那地的百姓拍醒。 Odpeljal te bom, da boš prebudil ljudi. 我说我愿意。 Rekel sem, pripravljen sem. 我就是这样的离开了中国。 In tako sem zapustil Kitajsko. 哈利路亚。所以昨天呢，我在听那个神父在主教他们在说他们那个怎样蒙召啊，被上帝呼召的见证，我说很受感动。 Ko so mi včeraj duhovniki govorili o tem, kako jih je Jezus poklical k sebi, sem bil zelo ranjen. 因为有这么好的神父，原来是他也是听到神跟他说，他的主教也告诉我说，神呼召我要我做神父。 Vi imate tako dobrega duhovnika, tudi on je slišal Jezusov glas, ki ga je poklical k sebi. 所以弟兄也是昨天要祷告，我也希望能够神告诉我，很重要。 Zelo pomembno je, da molite, da bi Gospod spregovoril tudi vam. 大使命是每一个人都可以传福音，都可以为耶稣做见证。 Vsak izmed nas lahko razširja evangelij in priča za Gospoda. 耶稣渴望他用你一个人来拯救你的一家人，拯救你的亲戚朋友。 Jezus si želi, da bi lahko z vašo pomočjo rešil vaše domače, vaše prijatelje. 我想问一下，有多少人渴望被上帝使用，成为耶稣基督的见证人，来帮助人？ Koliko vas želi, da bi Gospod iz vas naredil svoje pričevalce in da bi pomagali drugim ljudem? Dvignite roke. 哈利路亚！那我就站起来吧，我跟你们一起祷告。 Vstanite, prosim, in molimo skupaj. 第三个神一起上前来，我们一起祷告。 Isak, Gospod Janez Krista. 哈利路亚！这是我的决定。我不但因为每一个人都已经信耶稣了， Vsi že verjamete v Jezusa. 有多少人渴望不但信耶稣，而且也要来服侍耶稣，成为耶稣的门徒？有多少人愿意成为耶稣的门徒，跟随耶稣？ Koliko vas ne samo verjame v Jezusa, ampak bi mu radi tudi sledili in postali njegovi apostoli in učenci. 哈利路亚，哈利路亚！如果你真的愿意跟从耶稣的时候，我们就一起来。I have decided to follow Jesus. Če ste res pripravljeni slediti Jezusa,
Jezusu, potem skupaj zapojmo. Ja. I am ready to follow Jesus. Pripravljen sem slediti Gospodu. Ja. Ich in ein Frieden zu folgen Jesus. 你们可以用你们的母语来唱。 Pripravljen sem slediti. Kako gre? Frieden zu folgen Jesus. Sledil bom jaz, sledil bi njemu, odločil sem se slediti njemu, za me ni več poti nazaj. Ja. Odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, odločil sem se slediti njemu, za me ni več poti nazaj. 如果你决定要跟随耶稣，还不但跟随耶稣，还能够像牧师一样说，我不但跟随耶稣做门徒，我还想服侍耶稣。 Če ste res odločeni, potem recite, ne bom samo sledil Jezusu, ampak tudi oznanjal evangelij. Ne bom samo sledil Jezusu, ampak tudi oznanjal evangelij. 那么现在就举起手来，我们一起祷告。 Dvignite roke in molimo skupaj. 我现在请一凡牧师为大家祷告，一起 Izak bo z mojim. Vater, wir danken dir für dein Wort, 哈利路亚。 Oče, zahvaljujemo se ti za tvojo besedo, dass dein Wort wie Samen in unserem Herzen fällt. da tvoja beseda pade kot seme v naše srce. Komm, Heiliger Geist. Pridi, Sveti Duh. Komm, Heiliger Geist. Pridi, Sveti Duh. Lass diesen Samen in unserem Herzen wachsen, Daj, da bo to seme v naših srcih raslo. dass ab heute Abend unser Geistesleben anfangen zu wachsen. Da bo od nocoj naprej to seme življenja raslo v naših srcih. Dass ab heute wir eine neue Begegnung mit dir haben. Da imamo od danes naprej novo srečanje s teboj. Danke, Jesus, dass du deine Gemeinde in Slowenien baust. Hvala, Jezus, da gradiš svojo cerkev v Sloveniji, Dass die Macht der Hölle deine Gemeinde nicht überwinden können. da moč pekla ne more premagati te cerkve. Herr, schenke eine neue Erweckung in deiner Kirche. Gospod, zbudi novo prebojenje v tej cerkvi. Schenke einen neuen Hunger und Durst nach dir. Daj nam novo lakoto in novo željo po tebi. Dass wir keine Ausrede haben, um das Evangelium nicht zu predigen. Da nobenega izgovora ne bi bilo, da ne bi oznanjali evangelija. In Jesu Namen. V Jezusovem imenu. Amen. 阿门。现在是你最重要有一个决定的时候。 Zdaj je najpomembnejši trenutek, ko se morate odločiti. 牧师、神父已经为大家祷告的嘱咐了。 Duhovnik in pastor sta že molila za vas in dala svoj blagoslov. 你真的渴望做主的门徒，在你的生命中来经历这位耶稣。 Ali ste res pripravljeni postati priča in slediti Jezusu? 我奉耶稣的名呼唤你来到主的面前，如果可能，也可以一同跪下来和我一起，我会神父我们为你祷告。 V imenu Jezusa Kristusa vas prosim, da pridete naprej, pokleknete in bomo skupaj z Gospodom in pastorjem bomo molili za vas. 如果你现在是带到一个毒品的监牢里头， Če se nahajate v zaporu mamil, 你没有办法摆脱这个毒品，这个酒品，你可以来到主的面前。我们要奉耶稣的名，剪断你的锁链，
če se nahajate v zaporu mamilu, v zaporu alkohola, pridite sem, bomo molili za vas in pretrkali spone, ki vas vežejo. 如果一些年轻人你在到那个网络那个毒品的网络那个捆绑的里面，电脑网络的捆绑里面，你每一天看着不好的东西，你没有办法摆脱，你今天也大胆地走出来。我要奉耶稣的名，把你从这个监牢的里面释放出来。 Če ste mladi zasvojeni z internetom in gledate po internetu neprimerne stvari, tudi vi pridite, da vam pomagam, da razvežemo te spone. 跟我一起来讲，我相信耶稣能给我自由。 Skupaj z mano recite, Jezus mi lahko podari svobodo. Jezus mi lahko podari svobodo. 不要怕， Ne bojte se, Ne bojte se, 耶稣能给你自由。 Jezus ti bo dal svobodo. Jezus ti bo dal svobodo. 我在跟弟兄姊妹，我们一起来唱宣告读的，要跟随耶稣的时候，你可以往前面来，我们跪下来一起请神父为我们祷告。 Ko bomo peli, pridite naprej, pokleknite in bomo z gospodom duhovnikom in molili za nas. 我相信会有很多的人今天晚上从主那儿得到医治，得到释放。 Verjamem, da vas bo danes mnogo zdravljeni in da boste mnogi izmed vas rešeni svojih spon. 我发现有一人，你现在好像进入到老年痴呆症了，好像你再到一个那个忧郁症那个里面，你没有办法睡觉，你也可以来到耶稣的面前。 Če imate raka, če ste depresivni, če imate težave s spanjem, tudi pridite pred Jezusa. 有多少人相信主耶稣就在我们中间？我们聚会的时候，他就在我们中间。 Koliko vas verjame, da je Gospod Jezus danes tu med nami? 哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我祷告一句，你跟我祷告一句。 Molil bom, molite z menoj stavek za stavkom. 从死里复活的耶稣， Od mrtvih vstali Jezus. Od mrtvih vstali Jezus. 我相信你在十字架上所流的宝血。 Verjamem v kri, ki si jo prelil za nas na križu. Verjamem v kri, ki si jo za nas na križu. 能洗净我一切的罪。 Verjamem, da lahko tvoja dragocena kri opere na moje grehe. Verjamem, da lahko tvoja dragocena kri opere moje grehe. 我相信主耶稣受的鞭伤也能够给我带来医治释放。 Verjamem, da me lahko Jezusove rane ozdravijo in odrešijo. Verjamem, da me lahko Jezusove rane ozdravijo in odrešijo. 主耶稣，我需要你。 Gospod Jezus, potrebujem te. Gospod Jezus, potrebujem te. 我邀请你成为我生命中的救主。 Prosim te, postani moj odrešenik. Prosim te, postani moj odrešenik. 今天晚上， Danes zvečer Danes zvečer 我要经历你医治的大能。 želim spoznati tvojo moč ozdravljenja. želim spoznati tvojo moč ozdravljenja. 奉主耶稣基督的圣名。 V imenu življenja Jezusa Kristusa. V imenu življenja Jezusa Kristusa. 现在我邀请你奉耶稣的名举起你的双手，高高的举起你的双手，领受这个祝福。 V imenu Jezusa Kristusa visoko dvignite roke in prejmite blagoslov. 我奉拿撒勒耶稣基督的名，剪断人身上的锁链。 V imenu Jezusa Kristusa presekam katerekoli vezi, ki vas vežejo. 我宣告主耶稣复活的大能。
v imenu moči ustalega Jezusa, 你的国降临在我们中间。 naj bo tvoj duh med nami. 耶稣的旨意行在每一个人的生命中，如同行在天上。 Naj Jezusovo ozdravljenje gre do vsakega tu. 我要奉耶稣的名给他们医治。 V imenu Jezusa Kristusa vam dajem ozdravljenje. 我要奉耶稣基督的名把天上来的平安、喜乐、健康赏赐给他们。 V imenu Jezusa Kristusa vam dajem zdravje. 我要奉耶稣的名，不但是拯救他们，也拯救他们的家人。 V imenu Jezusa Kristusa rešujem ne samo vas, ampak tudi vaše domače. 我要奉耶稣基督的名祝福这个国家，祝福这个政府，成为一个荣耀上帝的国家和政府。 V imenu Jezusa Kristusa blagoslavljam to deželo in vlado, da bo postala dobra. 我要奉耶稣的名祝福这里的神父或在这里面这些服侍的人，每一个人都被圣灵充满。 V imenu Jezusa Kristusa blagoslavljam gospoda duhovnika in vse ljudi, ki so tu prisotni. 领受从天上来的恩膏， Sprejmite milost z neba. 奉耶稣基督的圣名。 V imenu življenja Jezusa Kristusa. 阿门，阿门，阿门， Amen. 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 哈利路亚！现在伸出你的手，对你身边最少3个人说：哈利路亚，耶稣爱你。 Dajte roko vsaj 3 ljudem okrog sebe in recite: Aleluja, Jezus te ljubi. Aleluja, Jezus te ljubi. Aleluja. Haben wir heute Abend Bücher zu verkaufen? Janko, a so knjige zunaj za prodajo še so? Verjetno so. A zdaj ene 5? Nicht mehr, ne? Mogoče. Vielleicht noch einige. Komm, liebe Geschwister, noch eine Minute, lass uns kurz hinsetzen. Še kratko, 1 minuto še zasedete. Aha. Par knjig je še na razpolago. Da se razbira naročila, da lahko še kdo, če želi kupiti knjigo, Nebeški človek, kjer je zelo veliko stvari zapisanih o njegovem življenju. Ja, so, ich habe gerade mit Pater Janes gesprochen. Ravno sva govorila tukajle, zdajle. Also, heute Abend, wir möchten eine Spende einsammeln. Nocoj bi tukaj je priložnost še, da naredimo eno majhno nabirko Für ein Altenheim in China. za en dom starejših na Kitajskem. Mein Vater ist so 59 Jahre alt. Den, 59 Jahre alt, wer? mein Vater. Ja, oče je star 59 let. Am seinem 50. Geburtstag hat er eine Entscheidung gemacht. Za 50. rojstni dan je naredil eno odločitev. Jeden Abend zu fasten und beten. Vsak večer post in molitev. Und das gespartes Geld sollte nach Altenheim in China schicken. In prihranjen denar bo poslal za ta dom ostarelih na Kitajsko. So in der vergangenen 9 Jahren dürfen wir 40 bis 60 Pastoren und Priester versorgen. V zadnjih 9 letih smo od 40 do 60 ostarelih duhovnikov in pastorjev lahko s tem oskrbeli. Das sind alle Pastoren, die im Gefängnis waren. To so vse pastorji, ki so bili v zaporih. Nach 5 Jahren chinesisch Gefängnis ist man kaputt. Po 5 letih kitajskega zapora je normalno človek uničen. Und deswegen haben wir nach Altenheim für solche Menschen gebaut. Zato smo zgradili en dom za takšne starejše oziroma. Im Juni werde ich nach China gehen und sie besuchen.
junija bom šel zopet na Kitajsko in jo bom obiskal. Und mein Vater und ich, wir machen diesen Dienst ehrenamtlich. To službo opravljata oče in on, tako se pravi brez denarja, prostovoljstvo. Und vielen Dank. In hvala lepa. Torej zunaj pri izhodu bosta dva fanta verjetno držala na vrečo in kdor in kar želi vrže v to vrečo. Tisto, kar smo pa pri maši nabrali, bomo pa tudi temu dodali. Tako da, dobro. Še zaključno besedo in zaključno besedo. Najlepše se zahvaljujem bratu Juru in pa bratu Izaku za to, da sta nas nagovorila, da sta spregovorila o svojem življenju, o tej sili Božji moči. S tem sta pokazala, da nobena težava, nobena ovira, nobena preizkušnja ni tako velika, da je Gospod ne prišel v nami za nas. Hvala vam za to, za vajno poslanstvo, vam reže vidim oznavarnega vedja po svetu, obilo Božjega blagoslova in da bi preko vaju Gospod deloval v srcu vseh ljudi. Hvala vam. Brez vaju nocojšnja gosta ne bi bila razumljena. Hvala lepa. Če sem prav razumela, brata Juna je dejal, da na koncu kdožnik lahko pride spredaj pa poklekne in bo molil zanj. Ja. Tako? Dobro. Na koncu pa se želim zahvaliti vsem vam, ki ste prišli na nocojšnji večer, začeli življenja za čez poletje poslavljeno in zopet se vidimo jeseni. Kdo želi lahko tudi oddati svoj ime tukaj na list in vas bomo obveščili po mejno večerih življenja. Knjiga, ki že slišali, da lahko kupite zunaj, ko pomočite 27 evrov. Za konec pa vam želim, tako kot je že kazal, da vsak izmed vas je vedel, kakšne svoj zapor, ali je to bolezen, ali je to žalost, neodpuščanje, nevera. Pa vam želim, da bi to predali Gospodu, da bi se vrnili njegovo naročje, da bi mu tu izročili in stopili skozi vrata, svobodno skozi nova vrata. Predvsem pa, da bi tako kot apostol Peter